Dr. Boris Rogl, pred nedavnim ste raziskovalci mednarodne skupine sporočili javnosti, da ste odkrili in opisali gen, ki povečuje tveganje za nastanek bolezni ALS, amiotrofične lateralne skleroze. Odkritje se je še toliko bolj presenetilo javnost, ker gre za hudo, do zdaj kar neozdravljivo bolezen. Vi ste kot molekularni biolog bili član raziskovalne skupine. Lahko nekoliko pojasnite to odkritje? Ja, v bistvu zbrala se nas je ena velika skupina znanstvenikov iz 15 različnih držav, predvsem evropskih, Amerike, Kanade in tako naprej, kjer smo v bistvu zbrali vzorce DNA bolnikov, ki imajo ALS, pač na tem precej velikem nivoju. To pomeni, zbrali smo 15,000 vzorcev bolnikov in 27,000 kontrol, to pomeni ljudi, ki nimajo ALS-a. To nam je omogočilo eno genomsko asociacijsko študijo, s katerim smo pač primerjali spremembe na genomih bolnikov z zdravimi in v bistvu pač s takim velikim številom pač vzorcev smo lahko zelo natančno v genomu določali regije, ki so povezane z nastankom bolezni. Kako to, da ste se pa Slovenci vključili v to raziskavo? Je pač za take pač, to je tak tip raziskave, kjer v bistvu je pomembno zbiranje čim večjega števila vzorcev. ALS je precej redka bolezen, tako da bi recimo dosegli to število 15,000 vzorcev, smo pač mogli na svetovni ravni gledati pač in zbirati te vzorce. Ti vzorci smo pač zbirali v nekaj centrih v Evropi in v Ameriki, en je na King's College v Londonu, kjer sem v bistvu tudi jaz nekaj časa pred leti delal in v bistvu pač v povezavi s temi kolegi smo pač zbrali te naše slovenske vzorce in jim poslali in oni so pa v bistvu tam, to je nekako en avtomatiziran proces tega gledanja teh sprememb na genomu, so pač to zbrali, vse te podatke iz celega sveta. Pač en center je bil King's College, kot sem rekel, drugi je ena univerza v Utrechtu na Nizozemskem. In z obdelavo teh podatkov smo prišli do enega majhnega števila genov, med katerim je najbolj izstopal gen C21ORF2. Še nekoliko o skupini, raziskovalni skupini. Kako se je ta oblikovala, glede na to, da ste rekli, da gre za na nek način redko bolezen, in pa tudi, kolikor vem, so samo raziskavo podprli tudi z množičnim financiranjem bolniki sami. Ja, se pravi, da obstaja velik naboj priti blizu recimo tem problemom. Ja, ALS sfera oziroma ALS je zelo huda bolezen in v državah, kjer je doniranje zelo na visokem nivoju, kar pomeni bolj taka Anglija, Amerika in tako naprej, v bistvu z raznimi načini so ta društva, ki se bolnikov ALS, so organizirala pač razne načine zbiranja sredstev. En je bil tudi recimo tisto pred parimi leti polivanje z ledeno vodo, ali pač kakšne druge pristope imajo.
razne te charity oziroma pač dobrodelne pristope, ki se pol pač denar ta zbira in pol te fundacije oziroma te dobrodelne organizacije, pač ne vem, znanstveniki se prijavljamo na te organizacije in pač nam ocenjujejo projekte in na ta način lahko dobimo kakšen denar, ne. Predvsem pravim, to je sicer bolj spet na nacionalni osnovi, tako da je to bolj usmerjeno za ameriške in za angleške znanstvenike, ne. Ampak tudi pač se da nekaj tudi. Na ta način, ne? Ja, Tako. narediti, ne. Rekli ste, da ste imeli zelo velik vzorec genetskega materiala, ki ste ga proučevali, a ne? Koliko 15 držav približno ne je sodelovalo v tem. Ste pa morda opazili kakšne posebnosti pri posameznih narodih ali pa skupini prebivalstva, ki so bolj nagnjeni k tej obolevnosti? Ne, pri ALS-u je nekako to število obolelih, ki je približno tam 6 do 8 na 100 tisoč populacije, je nekako na svetovnem nivoju podobno, ne. Res je recimo, da so mogoče kakšne genetike lahko različne, mogoče kakšni geni so v kakšni državi bolj zastopani, kakšni manj, ampak več ali manj pravim, da je ta številka 6 do 8 za Slovenijo, to pomeni 150 bolnikov, približno taka, ne, kot je. Je pa tudi pač narava bolezni je taka, da vsako leto približno dobimo 50 novih bolnikov, tako povprečno za Slovenijo, ne, to pomeni 2 na 100 tisoč populacije, 50 bolnikov pa tudi nas zapusti, pač umre, ne, in to je ta, ko bi rekel, krutost te bolezni, ker v bistvu pač v 2 do 3 letih po diagnozi je pač povprečna tista življenjska doba, ne, do smrti, ne. Rekli ste, da, omenili ste, katere države so sodelovali in koliko nek posplošeno rečemo, gre bolj za te zahodni razviti svet, ne? Ja. Hkrati ste pa rekli, da je to bolezen starajoče se populacije, Ja. ne? Se pravi, da če domnevamo, ne, da je to starajoče se populacije, se pravi, da nerazviti svet bi eventualno, ker je umrljivost hitrejša, ne, oziroma nižja, ne, starostno, bi imel manj teh obolenj. Ste kaj to proučevali? Ja, glejte, v bistvu konkretno to ni bila tema te raziskave, ne. In Ampak tako hipoteza, ne, ki jo lahko... Ja, težko rečem, v bistvu manj razvite države imajo, ko bi rekel, vlagajo, kar se znanosti tiče, kar se zdravstva tiče, v druge pač raziskave oziroma pač druge stvari so jim bolj pomembne, ne. Tako da mogoče tam pač, kot pravite, umrljivost je, mislim pač ta življenjska doba je krajša, ne. To pomeni, da se pač tam nekako, ko bi rekel, so prednostne naloge se ukvarjati s temi boleznimi, ki so pač bolj dominantne, ne. Pač ALS je res, oziroma pač ALS spada med nevrodegenerativne bolezni, ne, ki so v bistvu bolj pač nastopajo starostjo, ne. Tako da pravim, tudi, ne vem, pač znanstveniki se ukvarjajo najbolj tam z drugimi stvarmi, ne, druge. Ste pa ugotavljali morda, če obstaja kakšen sprožilni moment, recimo, ne, ki povzroči mutacijo gena, o katerem ste govorili, in pa iskanje nekih vzrokov, zakaj mutira? Zdaj sam ta gen, kako mutira, zakaj mutira, to je pač, kako bi rekel, mutacije so en naraven proces, mutacije omogočajo, ne vem, evolutivni razvoj, ne, tako da
če so dobre mutacije, se pač obdržijo, če so slabe, lahko povzročajo bolezen. Ne. To je tako splošno hitro razloženo. Ne. Kaj to pomeni, da recimo mutacijo kot tako osebek bodisi pridobi, ne vem, iz zarodnih celic, ne, oziroma pač je prenešen od staršev. Ne. Tako da pri mutacijah je tudi, pač pri teh starostnih mutacijah, ne, je tudi, mislim, pri mutacijah, ki se izražajo kot kakšna starostna bolezen, je tudi to je problem oziroma ene penetrance, tako imenovane, to pomeni določeni bolniki, določeni nosilci mutacij dobijo bolezen, določeni ne. Ne, tako da pač tudi take stvari in to tudi v bistvu gre malo v smeri vašega drugega dela vprašanja, v bistvu kaj še dodatno vpliva na nastanek bolezni. Ne. Zaenkrat nekako je starost to, ne. To pomeni v starosti, ne vem, pri ALS-u je nekako tam 50 do 55 let po starosti je povprečje, ko se recimo diagnosticira ALS, so določene spremembe, ne, v organizmu v tem obdobju. Ne. Vemo, da recimo, kako bi rekel, sposobnost celic, da prenašajo stres, ne, oksidativni stres, to recimo so tudi tisti antioksidanti zanimivi kot neka zdravila, ne, je recimo ena od stvari, to pomeni celice težje prenašajo oksidativni stres. Na splošno stres v celicah je, kako bi rekel, težje prenašajo. Ne. S časom se tudi v celicah nabirajo različne tako imenovane somatske mutacije, to pomeni pač v individualnih celicah mutacije, ki, ne vem, pač lahko se tudi v določenih situacijah izraža kot nevrodegeneracija, recimo v drugih vidikih to poznamo kot rak. Ne, pač celice se spremenijo in začnejo se hitro množiti. Ne. V nevronih oziroma pač, ki so v živčnih celicah, ki jih imamo za celo življenje, ne, so te mogoče spremembe drugače pokažejo, ne, recimo, ne vem, z kopičenjem teh proteinov, ki jih znamo, da se kopičijo v nevrodegenerativnih boleznih. Ne. Pol pa, ne vem, pač pravim še nešteto drugih stvari, ne, recimo pomembno je, da imamo tudi sisteme čiščenja celic, ne, so posebni procesi v celicah, ki pač odstranjujejo izrabljene proteine, poškodovane proteine in tako naprej. Ne. In če recimo ti sistemi, in to je tudi znano, da s starostjo malo manj funkcionirajo, ne, da se slabša njihova funkcija. Ne. Tako da recimo tudi, če na tem delu, ne, če nam smetarna odnese smeti, na koncu nas bo tudi to zadušilo. Ne. To pomeni, da na en način pač tudi tu se lahko stvari ustavljajo in se ustavljajo. Ne. Tako da v bistvu, ko bi rekel, več procesov je lahko povezanih, ki v starosti, ne, ki lahko pripelje do pač, kako bi rekel, nalaganja teh proteinov in nalaganje teh proteinov je pač najbrž povezano z boleznijo, nastankom bolezni. Ne. Povezano z mutacijo oziroma z kakšno drugo genetsko predispozicijo, najbrž mutacijo. Ampak kot raziskovalca znanstvenika vas mora vseeno vprašati, glede na to, da o celici toliko že veste in še več, ne, kakšni so obeti recimo glede nekega zdravljenja oziroma zgodnjega zaznavanja in pa odkrivanja recimo teh genetskih sprememb, konkretno v tem našem primeru ALS-a? O celicah bi rekel, da zelo malo vemo. Tako da prvo to nekaj vemo, ampak zelo malo vemo. Ne. In se zelo dosti dela na pač razumevanju teh osnovnih procesov v celicah, nove metodologije se odkrivajo in v bistvu hkrati pa v bistvu tako, da ne na en način, recimo, če gledamo spet to zdravljenje kot en ali obeti za bolezen, kot en končni cilj, ne. Znanstveniki, glede na naše interese, vsak ima neko določeno sfero
katero študira in katero raziskuje, katero izboljšuje. Ne. In recimo baziki gledamo pač te procese, kako se to dogaja, kaj se dogaja v celicah, so znanstveniki, ki recimo raziskujejo načine dostave, ne, zdravil, ne, ker ni sam stvar, da vemo, kaj se dogaja v celici, ampak je pomembno tudi, da znamo recimo priti do tega, ne, motoričnega nevrona, ki je poškodovan. Ne. Tako da razne taki pristopi morajo se tudi razvijajo. Ne. Potem recimo z enega kota so veliki razvoj pri matičnih celicah. Ne. Recimo pri ALS-u je tudi taka stvar, da situacija, da ko bolnik pride do nevrologa, ne, je v bistvu mu je kar nekaj teh motoričnih nevronov, ne, tisti, ki v bistvu dejansko upravljajo to funkcioniranje mišic in za katerega pač čuti težave, ne, ker mišice več ne poslušajo, ne delajo, je umrlih, ne, jih ni več. Ne. To pomeni, da je treba razviti načine, poleg mogoče zdravljenja onih, ki so preostali, ne, tudi načine nadomeščanja, ne, teh od umrlih, kar bi recimo bilo kakšno, ne vem, matične celice, recimo, kar rečemo, in to zaenkrat, ne vem, je pač še zmeraj ni definitivnega zdravljenja, ne, ampak recimo tukaj vidim kakšne take, ko bi rekel, možnosti ja, za naprej. Ne. To pomeni, v bistvu, to je tudi ena kombinacija stvari, ne samo pozdraviti, ampak tudi nadomestiti tisto, kar je že poškodovano, regenerirati na način tkiva, pa ne vem, čim prej diagnosticirati, ne, tudi recimo določene raziskave so pokazale, da na sistemskem nivoju določene te biomarkerje, ne, neke spremembe se lahko zaznajo tudi 20 let prej. Ne. Ampak recimo tudi nimamo takega sistema, da bi, ne vem, vsakega človeka v populaciji, ne vem, pri 20-ih preverili, ne, ali bo pri 50-ih dobil tako kakšno bolezen, ne. Oziroma tako, no, počasi bo to prišlo, ne, za to osebno medicino, ne, ker bomo v bistvu na en način lahko določili zaporedje vsakega pacienta, to bo, ne vem, mimogrede, čez kakšno leto bo par 100 evrov in to bo pol cena ena stroška, ne, in to pomeni, da bo to pač dostopno zdravniku, to bo dostopno pacientu, ne. So pol pač različna, mislim, cela paleta drugih vprašanj, ne, bi človek, ki je 20 let star, hotel vedeti, da bo pri 50 letih dobil kakšno neozdravljivo, zaenkrat neozdravljivo bolezen. Ne. A potem recimo, glede na to spoznanje, ne, ker ste odkrili gen oziroma skupino genov, ki po določenem času v starostnih obdobjih bolj z veliko verjetnostjo ne, sproži ALS, ne. Grejo potem ta vaša raziskovanja, ta vaša raziskava naprej v tej smeri, ki ste naprej raziskovali? Ja, glejte, zdaj v bistvu tako, približno 41 genov je zdaj, katerih mutacije so povezane z ALS-om. Eni so bolj pogosti, eni so bolj redki geni, ne, oziroma redke mutacije. Ne. Ena stvar, kar nam omogočajo odkrivanje teh novih mutacij, je v bistvu tudi, da ugotavljamo procese, različne funkcije teh genov, oziroma v kateri so pomembni celični procesi, ki se prvi poškodujejo, ne, ki so ključni procesi za razvoj bolezni. Ne. In zdaj ta novi odkriti geni v bistvu se lepo na en način vklapljajo v te procese pač nastanka bolezni. Imamo eno skupino, ki je povezana z to razgradnjo proteinov, ki so neko te smetarine, pač to, ki dejansko razgradi tiste poškodovane proteine. Ne? In če so mutacije v takih genih, lahko imamo težave z, pač, ne vem, zaduši se celica na en način. Ne? Imamo eno drugo skupino genov povezano z ALS, ki je recimo deluje z mitohondriji. Mitohondriji so
ko bi rekel, ene vrste energetske celice, ne, baterije za celice. Ne. Tam se proizvaja energija in recimo, če to ne funkcionira, pač lahko je zelo neugodno. Ne. V bistvu v mitohondrijih napačna proizvodnja, napake pri proizvodnji te energije povzročijo oksidativni stres, ki sem ga pač omenjal tudi prej. Ne. Tako da tudi tam, recimo tale novi gen, ta C21OR2, je lahko nekaj nakazano, da tudi sodeluje pri funkcioniranju mitohondrijev. Je pa tudi ena stvar, kaj, ne vem, samo ime C21OR2, ne, ki je tako malo čudno ime. Ne, to pomeni, da v bistvu da zaenkrat dejansko zelo malo vemo o funkciji proteina, ki ga kodira ta gen. Ne. C21 pomeni, da je na kromozomu 21, ORF2, odprti bralni okvir 2, vemo, da na kromosomu 21 na določenem delu je zapis, ki je pač za en gen. Ne. In to je ORF2, drugi zapis. Ne. Kar pomeni, da nekako bioinformatsko vemo, da je tam nekaj funkcionalno, pa kaj je to, kako to deluje, pravim, ene indikacije so za ta mitohondrijsko funkcijo, ne. Ampak geni lahko imajo, mislim, oziroma proteini lahko tudi imajo več različnih funkcij.